gradnik, s katerim zidamo stene in strehe. Kaj mislite, na kaj bi bil pa vaš oče Tone v 10 letih delovanja šole, osnovne šole Toneta Pavčka, najbolj ponosen, česa bi se zdaj najraje spominjal, bi morda v katerih trenutkih sodeloval zraven, pustil v njih svoj pečat, bi nastala kakšna pesmica, še mogoče, kaj menite? Mislim, da bi bil najbolj ponosen na to, da mladi pišejo naprej, da so tukaj Vintice, mislim, da bi bil na to najbolj ponosen. On je že napisal, kar je napisal, in to ne malo v svojem življenju, ogromno je tudi prevedel, ampak najraje pa hodil na šole med otroke. In ko bi videl recimo en tak rezultat svojega dela in sadove tega, kar je on zasejal v vseh teh letih, zlasti med osnovnošolsko mladino, mislim, da bi bil na to zelo ponosen. Pa morda tudi na vse knjige, ki so išle po njegovi smrti, morda bi rekel, Saška, hvala, no to si pa lepo naredila. To si jaz želim, ne, namreč. Ampak res čestitam za to, da pišete in za to, da ustvarjate iz sebe, da ste kritični do vsega, kar se vam dogaja, do družbe, okolja in da iz tega naredite pesmi. To je velik dar in da morate ceniti in graditi naprej. V teh pisanih in plodnih 10 letih so na naši šoli potekali številni projekti, nad katerimi je poleg različnih mentorjev skrbno bdel upokojen ravnatelj Danijel Brezovar. Svojo delovno vnemo in strokovnostjo je prispeval k napredku in rasti šole ter vrtca, za kar se mu želimo v tej priložnosti zahvaliti. Najlepša hvala za vaše večletno delo in trud, ki ste ga namenili učencem in vsem strokovnim sodelavcem. Če se vrnemo nazaj na projekte, v katerih smo sodelovali, so bili najbolj odmevni zagotovo Pavčkove Vitice, otroška likovna ustvarjalnica, rastoča knjiga, Erasmus+, šport v Medni peči, mlini, ekošola in šolsko glasilo Prvi koraki.
Otroška likovna ustvarjalnica, ki poteka že 16. leto, združuje mlade nadarjene likovnike dolenjskih in belokranjskih šol, njena idejna vodja pa je Aleša Sušnik-Škelj. Likovno nadarjenim učencem predstavlja enkratno, nepozabno in bogato likovno izkušnjo, ki se pri urah rednega pouka ne da izvesti. Otroška likovna ustvarjalnica ima velik pomen predvsem zaradi izmenjave medsebojnih izkušenj in nasvetov. Mladi likovniki spoznavajo drugačne poglede na likovni svet, saj eksperimentirajo v različnih likovnih tehnikah in pridobivajo nove likovne rešitve. Tradicionalna pa ni le ustvarjalnica, pač pa tudi nepozabna noč v šoli. Učenci prvih in drugih razredov namreč zdaj že kar tradicionalno enkrat v šolskem letu prenočijo v šoli. V teh 10 letih so učiteljice tako doživetje omogočile približno 550 učencem. Noči v šoli so bile vedno tematsko obarvane. Tako so se nekateri učenci za eno noč spremenili v gusarje, drugi v indijance, škrate, coprnice, graščake ali pastelje. Nekatere obiskala Pika Nogavička, druge pa bitje iz vesolja. Učenci noč v šoli opisujejo kot eno izmed najlepših in nepozabnih doživetij v času šolanja. S tem pa se strinjajo tudi njihove učiteljice. Tudi starejši otroci vrtca se vsako leto odločijo, da bodo eno noč prespali v vrtcu. V sodelovanju z muzejem Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka pa jim je v zadnjem letu omogočeno tudi prav posebno doživetje, in sicer noč v muzeju. Tovrstne dejavnosti so odlična preizkušnja za 3-dnevno bivanje otrok v vrtcu v naravi. Z vstopom v vrtec je tako položen prvi kamenček, na katero bodo otroci gradili svoje spretnosti, znanja in učenosti.
se je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor udeležil slovesnosti o pridružitvi osnovne šole Toneta Pavčka projektu Rastoča knjiga. Po prireditvi je najmlajše povabil v Ljubljano. Sprejel jih je 12.6.2015 v kristalni dvorani predsedniške palače in se z njimi pogovarjal o željah za prihodnost ter odgovarjal na vprašanja o svojem delu. Učenci so predsedniku zapeli in zaplesali, ter jim predali darilo željo za škratjo srečo. On pa jih je pospremil v svojo pisarno, jim razkazal svoje delovne prostore, protokolarna darila in sprejemni salon. Obisk je bil res nekaj posebnega. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je z učenci sproščeno pogovarjal, pogumno so mu zapeli državno himno, razveselil pa jih je tudi sladoledal. Če ne bomo brali, nas bo pobralo, je nekoč preroško zapisal Tone Pavček. Ime literarnega natečaja Pavčkove Vitice, ki ga vodi Mojca Žefran, pa skrbi za to, da bomo imeli zagotovo kaj brati, saj igrivo vabi k pesniškemu ustvarjanju. Tako kot se Vitica oprijema opore in raste, tako so se mladi pesniki oprijemali tem in besed svojega vzornika Toneta Pavčka. Ustvarjalnemu razmišljanju in pesnjenju so pot uterale vsem znane Pavčkove pesmi: Popotnik, Nekaj o zraku, Moj rojstni kraj, Dobrodan življenje, Prava pesem, Sreča, Preproste besede, Drobtinice in Vsi naši otroci. Te so v mladih pesnikih spodbudile pesniško žilico, saj velika večina mladih ustvarjalcev poskušala priti do konca, do zadnje vrstice, do svoje resnice. Morda bodo nekoč, ko bodo odrasli in bodo brali svoje verze, prišli do rdečice čez eno in drugo lice. A vendar bo v njih živelo spoznanje, da bi bilo vredno poskusiti vnovič in znova. Njihova pesem, čeprav sramežljiva, je bila natisnjena v zborniku. In to nekaj šteje, saj je vsak ponosen na svoje javno objavljeno delo. Nekateri so snov za svoje pisanje črpali vsakdanjega življenja, spet drugi so se podali v svet domišljije. Nekateri so iskali posebne besede in z njimi tkali drzne verze. V svojem pisanju so se mnogi približali načinu Pavčkovega pesnenja. Številni pa so ubrali popolnoma svojo pot. Bili so kot popotniki, ki vztrajno in pogumno potujejo skozi življenje, njihove pesmi pa izražajo bogato pesniško znanje. Prav tako se otroci s knjigo pogosto srečujejo tudi v vrtcu, in sicer v projektu Cepetavček Daljšek. Ob preberanju posameznih knjig bogatijo svoj besedni zaklad, velik poudarek namenijo gibanju na prostem, zato so na igrišču uredili čudno pot in se vključili v mrežo gozdnih vrtcev. S kamenčki, ki predstavljajo bogate izkušnje pridobljene v vrtcu, se tako prične gradnja mozaika, ki se na to v šoli samo še bogati. Teraz se powa
najbolj žene naprej, kaj vam daje največ motivacije in kaj vas najbolj napolni? Vedno me napolni iskren stik s človekom, iskren pogovor, globok pogovor, kjer je veliko zaupanja v tem pogovoru, napolni me narava, zelo, vedno bolj. Prav tako me tudi polnijo odigrane predstave oziroma trenutki, ko igram v predstavah, ki imajo svoj smisel, ki niso same sebi namen, ampak imajo neko globljo sporočilnost, da ljudi nasmejajo, jih morda tudi ganejo in predvsem dajo nek razmislek o današnjem svetu in kako naprej. To me zelo osrečuje in polni in pa seveda trenutki tudi, ko ni nič, ko lahko berem oziroma morda kaj drobnega zapišem in upam, da bom kdaj kaj več napisala. Veselila bi se tudi, če bi imela čas za vse tisto, česar doslej še nisem naredila. Kot umetnica ste zelo, zelo zaposleni, verjetno pa nekaj izzivov ste našteli, kateri pa tisti največji v tem trenutku? Zame je vedno težko, da sem res zbrana in da res živim v trenutku. Se pravi, tukaj in zdaj. To je sicer naloga, osnovna naloga mojega poklica, ampak včasih v življenju imam polno glavo nekih misli, kaj še moram narediti, kaj moram nekomu kaj sporočiti ali karkoli. Mislim, da to se večina od nas s tem srečuje in da znam odmisliti glavo in bolj poslušati srce in telo, skrbeti za svoje zdravje. To so zame kar največji izzivi v tem času. Tudi šolstvo se je v zadnjem času spopadalo z novimi izzivi in jih več ali manj uspešno premagovalo. Vaš oče Tone je imel vedno kritičen odnos do dogajanja v družbi. Si upate napovedati, kaj kako bi komentiral dogajanje v šolstvu? Ne vem, kaj bi on rekel. Vedno je bil zelo navdušen nad ustvarjalnostjo otrok, nad živostjo otrok, celo spodbujal jih je, da so bili še bolj živi, kot so že po naravi. Sama lahko govorim samo v svojem imenu. In sicer zdi se mi, da je preveč tekmovalnosti, da se prezgodaj začenja ta borba za to, kdo bo boljši, kdo bo najboljši, kaj bo kdo dosegel. Mislim, da se s tem zgublja to, kar je elementarno v človeku in to je igrivost, radovednost, ustvarjalnost, da nekaj novega narediš na svoj način in se mi zdi, da je morda preveč neke schematičnosti in da so časi bolj naklonjeni k temu, da bi se ljudje bolj združevali in manj med sabo tekmovali. In šolski sistem je nažalost še vedno naravnan predvsem na tekmovanje. Recimo, v osnovni šoli, ko sem jaz hodila pred 50 leti ali pa še več, ker sem slab matematik, še vedno ne znam zračunati, je bila osnovna solidarnost med nami. Mi smo si vsi pomagali med sabo. Mi smo celo prišepetovali si, če bi kdo vprašal, samo da bi tisti, ki je bil vprašan, dobil boljšo oceno. Zvezke smo si posojali, fotokopirali, prepisovali, plonk listke smo si delali skupaj, da smo počrtali, kaj je važno. Celo plonk listke, ko smo mi napisali, smo dali naprej, da bi vsi naredili in zdelali čim boljše šli skozi ta šolski sistem, ki za nekatere nikakor ni bil lahek. Ko zdaj poslušam, je pa ravno obratno. To me ne veseli, tega me je pravzaprav strah. Ljudje si moramo med sabo pomagati in delati v skupnosti, potem smo vsi boljši. Če pa odrivamo druge ljudi od sebe, zato da bomo mi boljši, bomo lahko samo osamljeni, no morda sploh ne na vrhu.
kajti ustvarjalnost je zelo široka in vprašanje je, kaj je tisti, ki je super odličnjak, kaj se potem zgodi z njim v življenju, če zmaguje na tak način, da je sebičen, da je preveč egocentričen, preveč tekmovalen, preveč egoističen. Mislim, da ni najbolj srečen človek na svetu. Tako kot je rekla gospa Saša Pavček, ljudje si moramo med seboj pomagati ter delati v skupnosti. Potem smo vsi boljši. Tako so v sklopu Evropskega leta kulturne dediščine v osnovni šoli Toneta Pavčka izvedli celoletni šolski projekt Kulturna dediščina v Mirni Peči. Pri raziskovanju je bilo upoštevanih vseh 10 evropskih pobud, ki so del vključenosti, trajnosti, varstva kulturne dediščine ter inovacij na področju dediščinskih spretnosti. K ohranjanju običajev, šeg, navad ter inovacij na področju kulturne dediščine so učenci in učitelji k sodelovanju povabili starše in stare starše, grdnopeška društva ter posameznike,